Pred davnimi časi je bilo tukaj, ja, prav tukaj, na sredi med Jelševskim in Korpolskim gradom jezero. Kako je do tega prišlo, nam bo povedala pravljičarka Gusta Grobin. Zgodbo si lahko preberete tudi v knjigi Zgodbe lepšega življenja, ki jo je izdala naša knjižnica Šmarje pri Jelšah v sklopu istoimenskega Erasmus Plus projekta v sodelovanju z mestno knjižnico Prahatice iz Češke in v srednjo knjižnico Ignalina iz Litve. Legenda pravi, da sta davno tega prišla dva brata iz Ajdovskega rodu v naše kraje, da bi tam si zgradila nov dom. Velikana sta pričela graditi dom v Korpolah in ko sta ga takole že skoraj do polovice zazidala, sta ugotovila, da bo grad premajhen za oba. Treba bo storiti kaj, pa se je oziral eden izmed bratov in pogledal v nasprotno smer na griček, kjer dandanes stoji Jelšin grad. Ko sta se brata poslavljala, sta ugotovila, da imata eno samo kladivo. Oba sta ga potrebovala. Kako se dogovoriti? Baje, da sta se najprej sprla, potem sta se stepla in zravsala, metala sta se ob tla, da se je zemlja tresla, cofotala, potem sta se šla vsak sebi in si metala velike kepe zemlje, blata in peska, tako da kamorkoli je tista kepa padla, je nastal grič. Okrog dolinice je nastalo vse polno čudnih gričev, ki so res kakor kepe, in na teh gričih so pozneje ljudje zgradili cerkev svetega Miklavža, svetega Tomaža, svete Barbare in svetega Roka. Še danes izgledajo, kot da bi čepeli na kepah. Kako sta se velikana pomirila, tega legenda ne pravi, a gotovo sta se delila tisto edino kladivo. Tako sta se dogovorila. Metala si ga bosta sem ter tja, iz roke v roko, dokler ne bo grad pozidan. Delo je napredovalo, velikana sta si gradova postavila kar v enem dnevu. Ko je bil sleherni grad gotov, je poslednjič letelo kladivo iz enega brega na drugega, baje, da je na sredini padlo na zemljo s tako silo, da se je zemlja preklala, voda je zalila dolino in nastalo je jezero. Kdaj je to jezero odteklo, legenda ne pravi. Gotovo pa je tam bilo, saj cerkev, ki so jo kasneje zgradili, nosi ime Marija na jezeru.